Dobrodošli v Delovem športnem podkastu. Pred nami je eden od vrhuncev smučarskega dela sezone, to je Zlata lisica, in ob tem posebni priložnosti gostimo starosto slovenskega smučanja, lahko bi mu rekli očeta slovenskega smučanja, Toneta Vogrinca. Tone, pozdravljeni. Dober dan, dober večer pravzaprav. Tako, danes ste tukaj z nami v studiu, odštevamo že dneve do Zlate lisice, jubilejne 60. v vašem Mariboru, pa me zanima, na kaj pomislite, ko vam rečemo Zlata lisica? Kakšne spomini vas vežejo na to tekmovanje? Prvo, lisica ni več v Mariboru in ni več mariborska, čeprav to marsikateremu v Mariboru ne gre v glavo, ampak lisica je samo še ostanek tistega velikega tekmovanja, ki smo ga imeli v Mariboru. Ne 60 let, ampak že od leta 2019 ni lisice v Mariboru. Pa že prej se je dvakrat selila tako bolj nepričakovano, enkrat na Jaharino, enkrat v Bad Gastein. Ampak ko kdorkoli omeni lisico, te spomniš na tiste krasne dogodke, ko so naše punce bile v samem vrhu, ko so prišla dekleta iz celega sveta, so se veselila, ne bom nikoli pozabil obisk vinske kleti. Danes, v današnjih časih, ko je vse tako napeto, to tekmovalno smučanje, si človek ne more predstavljati. Tam nekje pred 20 leti, 25, so dekleta mirno zašla tudi v vinsko klet, čeprav bila namenjena samo 7. sili, pa funkcionarjem, pa gostom. In marsikatera punca je kar globoko čez polnoč se potikala in se skrivala pred svojimi trenerji in uživala v štajerski glasbi in dobrem vinu. Lisica je za Maribor nekaj pomenila. Pomeni še danes in zato marsikaterega v Mariboru boli in je prizadet, da je ravno 60. obletnica v Kranjski Gori in Štajerci takšni kot so dostikrat alergični na drugi del Slovenije, zlasti na Ljubljano, češ to nam je Smučarska zveza zakuhala, ampak potem tisti, ki so pripravljali lisico, pozabljajo, da če ni snega, pa če sneg tudi ni narejen, potem seveda ne more biti tekmovanja v Mariboru. In če ni napravljena domača naloga, in ta domača naloga ni bila narejena, pred 2 letoma se je začela diskusija o tem, ali bo imel Maribor rezervno progo ali ne. Bilo je dogovorjeno, bo imel proga B v zgornjem delu, bo narejena, drugo leto bo vse krasno. In lansko leto, ko je prišla končna inšpekcija, ni bilo narejenega nič, razen to, da je bil posekan en del dreves, ampak brez inštalacij za kompaktni sneg, brez inštalacij za celo elektroniko, televizijski kabli in tako dalje, tega ni bilo. In odločitev Mednarodne smučarske zveze je bila na dlani. In velika sreča je, in tu gre, moram da biti kontra tistim, ki kritizirajo smučarsko zvezo, češ zveza nam je vzela. Ne, smučarska zveza s predsednikom Smerekarjem je pripomogla do tega, da je tekma za ženske ostala v Sloveniji. Kajti v prvotnem koledarju ženske tekme v Sloveniji ni več bilo. Bila je samo Kranjska Gora, that's it, konec. In potem se je le predsednik dogovoril, da je to tako velika tradicija in tako dalje, in da ženska tekma ostane v Sloveniji. Ampak to ni rečeno, da mora biti Zlata lisica. Lahko bi bila, intervjuju sem malo par dni nazaj povedal, lahko bi bila Beli medved, lahko bi bila Črna vrana ali karkoli. In zdaj Mariborčani, tisti najbolj zagriženi, to so delavci na progi, ki so dejansko povezani z srcem za to lisico, so leta dolgo pripravljali progo. In tem ne gre enostavno v račun, ukradli so nam lisico. Niso jo ukradli. Proti naravi ne gre. Rešili so jo, ker vkolikor zveza ne bi prevzela organizacijo, ker Kranjskogorčani niti najmanjšega interesa nimajo, da bi tekma dodatno bila za ženske v Kranjski Gori v isti organizaciji. Ker že imajo dovolj dela in dovolj truda vlagajo v moško tekmo Pokal Vitranc v marcu in jim je ta tekma povsem odveč. Pa še nekaj je, ta tekma je v najbolj neugodnem terminu za vse svetovne pokale po celem svetu. Božični in novoletni prazniki. Hoteli so polni, takrat je težko dobiti ugodne cene za tekmovalni cirkus, ki ti praktično en teden dni prepreči, da pridejo drugi normalni gosti, ki plačajo več. In zato je bila velika stvar, da je Smučarska zveza tekmo rešila.
Pojavlja se pa sedaj tudi nekakšni komentarji, ne, češ, prodali ste, to govorijo pač ljudje, ki so čustveno vezani na lisico, delavci na progi in ki to delajo 20-30 let nekateri, ne. Prodali ste nam lisico v Kranjsko Goro za 20 000 evrov. Ne. Ne upošteva pa tega, da je to samo en prispevek Smučarske zveze, Smučarskega klubu Branik, kajti Smučarska zveza ne rabi imena Zlate lisice. Ja, drži, lahko Ne, bi bila pač, Lahko kot ste rekel. bi bila karkoli in tudi Smučarska zveza ni imela nikakršne obligacije, da bi morala dati neko odškodnino Braniku, ne, Smučarskemu klubu Branik. Ampak dobro, govorice so eno, mediji pač napišejo en tak, en drugače. Za mene je pomembno, da je tekma v Sloveniji, da to je dobro za žensko smučanje in dobro je tudi za slovenski turizem, za kranjskogorski turizem in za Smučarsko zvezo, ki bo morda iz tega tudi napravila kakšen prihodek in bo pokrivala del stroškov za alpske reprezentance. Kako pa gledate zdaj, ko se je začenjala zgodba Zlate lisice, slovensko smučanje še ni bilo v vrhu? Tudi danes mogoče imamo občutek, da ga ravno te tekmovanja na vrhunskem nivoju še držijo v stiku s svetovnim vrhom. Kako vi gledate zdaj na trenutno, če se osredotočiva na ženske, glede na to, da je Zlata lisica iz tekmovalnega vidika, kakšno lisico lahko pričakujemo? Kje smo? Zlati časi so očitno mimo. Ne, pa to velja tudi za moško smučanje na nek način. Imamo nekaj šampionov, Krajnc, vrhunski veleslalomist pri fantih, Ilka Štuhec v smuku kljub enemu brejku, ki ga je imela vmes, slabše sezone 2, spet v samem svetovnem vrhu. Ampak če generalno pogledamo, pa če se spomnimo časov Tine Maze, Urške Hrovač, Pele Pretnar in Mateje Svet in cele te generacije punc, ki so leta dolgo privabljale gledalce v mariborsko ciljno areno, tega nažalost v tem trenutku ni. Res je, da imamo skupino 4-5 deklet, ki si želijo priti v svetovni vrh. Andreja Slokar je bila že v samem vrhu, pa se je nažalost poškodovala. Upajmo, da ga bo v slalomu še ujela. Drugače pa računati na to, kakšno mesto med prvo trojico, ne, tudi na domači tekmi v Kranjski Gori bi bilo mogoče preoptimistično. Vedno se lahko kaj zgodi, lahko je veliki spad, lahko je preblisk ene od naših v slalomu, to se lahko zgodi. Nažalost, Hrovatova, ki je tudi prekinila eno leto tekmovalno kariero, pa se sedaj ponovno hoče vključiti, pa se ne more, ker ima probleme z zdravjem, z hrbtom. Ne. Ona je že bila tretja, ona je bila na stopničkah Kranjske Gore. Tako da v tem trenutku gre bolj za to, da bomo sodelovali in lovili to je moje mnenje, uvrstitve nekje med 10 in 15. Zdaj, če je to dovolj, da privabiš ogromno gledalcev, jaz mislim, da ni dovolj. Ampak nekaj jih prav gotovo bo, tekma bo dobro organizirana, proge so v Kranjski Gori vedno zelo, zelo dobre in morda tudi to priliko koristim, pridite pogledati, kako izgleda svetovni pokal, ki je v tem trenutku drugačen, kot je bil pred 20 leti. Absolutno, to se razvija se in hkrati se spreminja, ne nazadnje. Danes, ko govoriva, so bile temperature že čez 10 stopinj Celzija, tudi v Kranjski Gori so čez ničlo. Že v Kranjski Gori ni več samoumevna tekma, ampak ne dvomimo v to, da jim bo izvedba uspela, pa vendarle. Kakšna pa je po vašem prihodnost Zlate lisice, ali pa če greva širše, smučanja nasploh v vremenskih razmerah, v pogojih, ki se spreminjajo in niso več ugodni za smučanje? No, deliva to na dve polovici. Najprej, kakšna je prihodnost Zlate lisice v Mariboru. No, začniva tu. Ja. Ženska tekma bo, kako se bo imenovala, je stvar organizatorja in dokler v Mariboru ne bo nekih sprememb, Branik, smučarski klub iz Maribora, ne bo organizator. Ker stroški z seljenjem so previsoki, prihodkov je premalo je sponzorjev, to se pravi, da bo organizator verjetno še naprej Smučarska zveza. To se pravi, tekma v Sloveniji bo. Kaj bi pa bilo treba storiti, da bi bila v Mariboru? Je varianta. Nekateri pravijo, in sploh se zdaj neka teorija razvila, vezana na klimatske spremembe, snega ni več pod 1000 metrov, ne splača se organizirati, FIS je celo nekaj prepovedala, da bi se tekme delale na smučišči, ki so nižja 1000 metrov. Po tej logiki
lahko v Skandinaviji vse tekmo odpovedo. V Skandinaviji so ciljne arene praktično na nivoju morja. Ne? Gre namreč za to, da za moderno tehnologijo, z snežnimi topovi, ki v sebi nimajo nikakršne kemikalije, zato se jaz a priori izogibam imenu umetnega zasneževanja. To ni umetno, to je samo voda in zrak v drobnih kristalih zmešana in pri temperaturi, ki je pod nulo, potem ta voda zmrzne in je ta podlaga. Vkolikor, in toliko hladnih dni ima tudi Maribor, vkolikor, če govorimo o perspektivi za Lisico v Mariboru, prva stvar je, Mariborčani bi si morali izboriti termin v mesecu februarju. V začetku januarja je termin zelo neugoden, včasih je lahko, včasih ne. Letos se ne bi bilo tekme v Mariboru, če je bila spet 6. pa 7. januarja, ampak do februarja ni vrag, da ne bi bilo en teden dni hladnega vremena, ni vrag, da ne bi upravljalci žičnice dojeli, da je takrat, ko je hladno, treba sneg delati, ne pa jamrati takrat, ko je toplo. Ne? In če se v 7 dnevih napravi 30 do 40 cm kompaktnega snega, ni umetniškega, podarjam, kompaktnega snega, potem ta sneg drži do sredine marca. Tisti, ki ne verjame, naj pogleda statistiko spenjače v Mariboru, še skoraj vsako leto se je v snežni stadion, tudi v tej pretekli sezoni, se je v snežni stadion pripeljalo v ciljni areni sredini meseca marca. In vkolikor je ta kompaktni sneg na površini snežnega stadiona, ki je pravčasno seveda narejen, se ga da z preparati, tu je morda malce sporno kakšna kemikalija, ampak v glavnem se to dela z soljo, ki ni neka strašna kemikalija, ampak jasno, okoljevarstveniki bi tudi tu našli, tako je neki razlog, ja, sol uničuje travo, pa nekaj vse, ampak z soljo se da tudi v toplih temperaturah progo dobro pripraviti. Najtežje progo pripraviti, da je nov sneg pa -5. Ja, ker se ga ne moreš skupaj zbiti. Takrat moraš pač na 1000 litrov vode. Če pa je že po vremenski prognozi takšna, kot je, sneg relativno vlažen, moker, se ga da pripraviti. In vkolikor imaš na to progo, ki se mora v prihodnjih 2 letih dokazati, da je to možno, z evropskim pokalom, z mednarodnimi temi FIS tekmami, in vkolikor prideš ti v koledar, v oklepaju pa rezervna proga, potem bi Maribor tekmo lahko čez 3-4 leta dobil nazaj. Ampak v rezervno progo treba investirati in jaz trobim že nekaj časa, nekateri me vzamejo resno, nekateri pravijo, kaj to govori neumnosti. Obstoja proga Jonatan, to je ob Pohorski spenjači, v zgornjem delu je en smučarski rokav, ki počasi zarašča. Ker ti, če ne neguješ površine, vegetacija gre naprej, in vkolikor ga ne bodo sedaj začeli počasi čistiti, bo s časoma ta proga zginila. Ampak zaenkrat ta proga še obstoja. Ampak ker ta proga nima izhoda, in nikoli ni bila uporabljena, ker ni bila dokončana. Ampak od zgoraj do tja je dovolj celo za moški veleslalom svetovnega pokala. In je toliko višje gor, ker je ta snežna površina lahko bistveno bolj obstojna kot od spodaj. In še nekaj je, tukaj se je sedaj zgradila mestna postaja Pohorske spenjače. In ta mestna postaja je točno v bodoči morda ciljni areni. Do tja ni neka velika težava tudi z razširjeno, ker cesta sedaj že obstoja, ker so uporabljali zdaj cesto, ko so montirali te zadeve za vmesno postajo. Vmesna postaja bi bila postala funkcionalna, kajti smatram zdaj, da je ta vmesna postaja, češ, to bo za kolesarje in tako dalje, ne pije vode. No. Če bi pa do tja šla proga, rezervna proga, in obenem prvi poligon v Sloveniji za alpsko smučanje, ki bi bil za treninge zaprt. Danes tudi, če je sneg v snežnem stadionu, zaradi turizma, zaradi Mariborčanih, ki smučajo, dovolijo, da tekmovalci trenirajo od 7 do 9 zjutraj maksimalno, a pa še celo samo do 8. Ja, to pa ne gre. Ne? To ne gre. In zdaj, če pogledamo druge discipline, skakalci, krasen center v Kranju, Planica, eden najlepših na svetu centru.
biatlonci Pokluka, tekači Planica in Kranjska Gora. Pa tudi Vsi- Pokluka konec koncev, če je že treba. Absolutno, seveda. vsi hotel sem reči Pokluka in Planica. No, vse. No, pa Kranjska Gora. Vse je tudi v redu. Kranjski gori pa spijo, ko grejo Tako. v Planico. Ne? In imajo idealne pogoje. In zato smo tudi uspešni v skokih, tako kot spremljamo zdaj, non-stop imamo pri puncah in pri fantih možnosti osvajati najboljša mesta. Alpinci te možnosti nimajo. In s to progo Jonatan bi jo prvič v Sloveniji imeli. Tako kot imajo svoje prostore in košarkaši, in nogometaši, in rokometaši, in vse ostale športne panoge so relativno dobro opremljene z vadbenimi prostori. Samo alpsko smučanje mora, in še vedno bo moralo iti v južno hemisfero, na ledenike v Švici, Avstriji, Italiji, to pa je To pa stane. ogromno denarja. Svet. Jaz bi se navezal še na nekaj, kar ste rekli prej, da bi se Maribor moral izboriti termin nekje sredi februarja, recimo, ampak glede na to, če pogledamo trende, začetek letošnje sezone, recimo, koliko tekem je že odpadlo, pa globalne trende, klimatske, verjetno bolje ne bo, se bo celo smučanje želelo izboriti za ta februar, marec termin, to bo pa najbrž verjetno zelo težko priti zraven v te termine, ko je izvedba najlažja, pod narekovaji seveda. Letos je ena specifična situacija, ne? Ker odpadli so predvsem terminih za hitre discipline. Že od Cermata naprej, ki ima neverjetno smolo, že drugič zaporedoma, čeprav je odpadlo zaradi prevečnega. In vetra potem še. V Ameriki in Kanadi je odpadlo zaradi prevečnega. Ne? In v pogojih, ki so jih imeli smukači na teh tekmah, ki so bile povedane, bi druge discipline mirno, lahko veleslalom bi lahko mirno štartal, v smuku so le tako velike hitrosti, da si ne morejo privoščiti slabe vidljivosti in neprimernega vremena. Tada, vkolikor bi se pač ta del tehnični, da bi ostal tam, kjer je vedno bil, da se ne bi forsiralo non-stop recimo v Cermat, ki je skoraj na višini 4000 metrov, tam moraš imeti res tombolo, da ujameš pravo vreme. Ne? In v glavnem vsi ti centri, ki so v koledarju, nimajo snežnih problemov. Ne? Zdaj, ko smo gledali tekme v Alta Badiji, pa Madoni di Campiglio slalom, so proge odlično pripravljene, trde, snega tudi v okolici, ogromno. Taki pritisk na druge termine verjetno ne bi bil na februarske termine. Nekaj pa pomembno. Februarja je za nas, kot smo že rekla, ne, je velika možnost, da se sneg lahko mirno napravi do teh terminov. Izogniti se treba novoletnemu terminu, ampak zakaj dobimo mi novoletni termin pa Zagreb? Zato, ker niti en drugi center V Dolomitih ne bi šlo. Ne? ne bo turiste pustil doma, če to špica sezone. Zato dajo pač, evo, vi reveži, take it or leave it. Tu imate termin, če ga hočete ali pa ga napravite. Tada, to je en problem, ne? Drugi problem pa je, da se treba za to permanentno boriti. Ne, to ne gre tako, da pride en sestanek, pa da predstavnik Slovenije tam z kakšnim govorom uspe prepričati vse ostale, da bo to prišlo spet noter v koledar, ampak treba postopoma iti iz tekme v tekmo. Se pravi, kontinentalni evropski pokal je že ena taka stopnica, poleg tega pa še nekaj važno. Rezultati naših deklet. Če so rezultati naših deklet takšni, kot so bili včasih, pa takšni, kot so tudi še sedaj še gre, so le 3-4 punce, ki malo mešajo štrene tam med prvo 15-terico. To je nujno. Ne? In še nekaj je, v tem februarskem terminu je pri nas tudi problem šolskih počitnic. Tu se da regulirati, tako kot se delalo tudi za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, in bi potem lahko te termine držali več let naprej. Pa še nekaj zelo pomembno. Mednarodna smučarska zveza je pred mnogimi leti že, jaz sem bil namreč 35 let član izvršnega odbora za alpsko smučanje in sem praktično sodeloval pri vseh teh odločitvah do leta 2018. In poznam celo strukturo Mednarodne smučarske zveze. Namen in cilj je bil, sedaj morda z novim predsednikom so morda bolj komercialni
posli prihajati na površje, sponzorke in tako dalje, ampak mednarodna smučarska zveza se želi tekme imeti za publiko, za gledalci in pripeljati tekme čim bližje velikim mestom. To pa je Maribor, ne? Maribor ima to, v Avstriji so tekme zelo dobro zasedene, ampak so gotove tekme svetovne pokala tudi preko luže, ko je par sto gledalcev. Ne, in bili so, tak ti poskusi so bili, recimo v Moskvi paralelni slalom, šlo je v mesto. V Münchenu na olimpijskem nogometnem stadionu, v tistem predelu je bil paralelni slalom za moške in dekleta. Se pravi, da tendenca FIS je pripelji tekmovalce k publiki in publiko k tekmovalcem. In tu Maribor ima možnosti. Kaj pa potem menite o možnosti nočne tekme v Mariboru, da bi tudi glede temperatur in konec koncev atraktivnosti nočne tekme morda lažje šlo skozi? Jaz na teh sestankih, ki smo jih imeli, ker v bistvu je ta executive board, mi smo delali vse, tu so se delali koledarji, takratni predsednik Mednarodne smučarske zveze se je komaj kaj vmešaval v delo obeh direktorov svetovnih pokalov. Jaz sem na teh sestankih, ki smo jih imeli, ogromno krat predlagal, dajmo v nočne tekme. Dobimo dodatne termine, ker lahko je nočna tekma tudi v torek, sredo, četrtek, ni muzde, soboto pa nedeljo. Veste, kje se je ostalo? Pri televiziji. Televizije imajo v večernih terminih svoje show programe, pa filme in tako dalje. In ko so delali poskuse, kaj je pomembno za alpsko smučanje, pa nasploh za šport. Nemška televizija, najbolj, to je 80 milijonov prebivalcev, termini, ki lahko grejo tudi proti vzhodu, v takih urah. In če imaš ti tukaj pri nas nočno tekmo, je tam na vzhodu zjutraj ob 4 ali po 5. Nihče ne bo gledal. In televizija je bila proti temu, da so nočne tekme. Razen nekaj posameznih tekm, zgodilo se celo nekaj neverjetnega. V Avstriji je smučanje še vedno, lahko rečemo, šport številka 1. In zgodilo se je v Schladmigu nočni slalom, ki ima permanentno nočni termin, tudi letos, da prvega teka avstrijska televizija ni prenašala. Nacionalnega športa. Mi smo ga. Ja, seveda. Avstrija pa ne, šele pol je dala posnetek in drugi tek. Iz tega razloga imajo programsko shemo takšno, da večer ne spravijo športa noter, razen če ni fuzbal. Tako je, danes pa vemo, da tako v marketingu športu deluje, da brez televizije žal ne gre. Če se morda vrneva nazaj v tekmovalne vode, v ženskah ste že rekli, da ohranjam nekaj punc stik z vrhom. Včasih je bil tudi v moški kategoriji slalom naša paradna disciplina, danes slaloma v slovenskem moškem smučanju praktično ni. Zakaj, po vašem mnenju, je tako? Treba iti nazaj, desetletje in več, oziroma čist nazaj, bi jaz šel do leta 1991. Osamosvojitev Slovenije in eksplozija športov v Sloveniji. Na današnji dan imamo preko 80 panožnih zvez. In mladi, in predvsem njihovi starši, so v trenutku, ko si lahko ti postal državni reprezentant v nekem drugem športu in si dobil možnosti, ki jih v Jugoslaviji nisi imel, ker je Jugoslavija bila veliko športno razvita država in tam priti v reprezentanci Jugoslavije, razen v smučanju, ker smo bili mi gospodarji, v drugih športih je bilo zelo, zelo težko. Z osamosvojitvijo, za samostojno Slovenijo, se je pa ta masa mladih razdelila v razne športne panoge. V zadnjem času še vedno pač vlečejo panoge, ker imajo naši predstavniki dober rezultat. Recimo, prepričan sem, da danes ogromno mladih za žogo košarkaško tapka po cesti ali pa meče na koš. To je Dončić. In tudi drugače. In kaj se je zgodilo? V časih samostojne oziroma skupne države Jugoslavije smo mi v alpskem smučanju bili zelo dobro organizirani. Moji trenerji in pomočniki in vsi kondicijski trenerji, ki smo jih imeli kar dosti, občasno je bilo 35 strokovnega kadra, brez servisarjev, angažiranih v naši reprezentanci, so po celi Sloveniji po šolah na osnovi testiranj izbrali športno talentirane, čeprav še niso bili neke smučarske perle, a pa sploh niso bili predstavnike. Jih testirali in izločili in ta najboljše je smučarija pobrala.
danes delajo to vse športne panoge. Seveda, danes je boj za In vsega. ogromno jih gre pač v druge športe, smučarije, da bi malo, predvsem tudi zaradi tega, gledajte, sam primer, danes 12 do 14-letni otrok, ki se gre pohod proti svetovnemu vrhu, pa pri 12-14 letih še nimaš pojma, kaj bo z njim, ker pri 18 ga lahko telefoni zmešajo, pa čez noč neha. Ne? Danes takšen program do takšnega v enem letu stane od 15 do 30 tisoč evrov, ali tudi več, če gre v južno hemisfero. In nekateri starši že gredo tudi v južno hemisfero z otroci. Kdo ima ta denar? Ja, zelo redki se lahko to privoščijo. In so tisti, ki imajo denar, ta pravi? Ne, ni nujno. Ni nujno. Ne? In zdaj, če mi primerjamo zdaj z Avstrijo, ki je naša najbližja soseda tukaj, pa tudi number one mogoče v generalnem pogledu alpskega smučanja, oni imajo nacionalne Landesskiverbände, to so regionalne smučarske zveze. Kaj sem, koliko jih je, Koroška, Štajerska, Podarovska, Tirolska in tako dalje. Ne? Vsaka od teh regionalnih zvez ima večjo strukturo, pa 10-krat več tekmovalcev, kot jih imamo mi. Na nivoju cele države. Ne? In jasno, oni zbirajo med 1000 talenti vsako sezono, po koncu sezone, mi pa zbiramo med 15. Se pravi, to je razlika. Torej, ni čudno, da nimamo slalomistov, bolj je čudno, da se nam še zgodi kak Žan Kranjec, ki pa drži stik kljub vsemu svetovnim vrhom, bi lahko tako ocenili. Ne? Ja, samo vsi tisti, ki poznajo Žana, ne, pa tudi javnost, ki spremlja to smučanje, ne, to je 15 let intenzivnega dela. Ne, in zdaj, kdo pa vzdrži tako dolgo? Toliko let intenzivnega dela, odpovedovanja in tako dalje. Marsikateri, pojejo še eno razliko. Razlika med alpskim smučanjem pa skoraj večino drugih športov. Večina drugih športov, zlasti v mlajših kategorijah, se bavi s tem športom v svojem domačem kraju. Spi doma, je doma, ima starše tam, ima prijatelje, ima dopoldne trening, ima pa popoldne trening, recimo v teh športih z žogo in tako dalje, v smučariji gre proč. Že v mojih časih, ko sem jaz to vodil, to smučarijo, so imeli najmlajše kategorije, tako smo jim rekli pionirški, da so to otroci, pač, ker je bogokletno, če rečeš, da so bili pionirji. Pa za mene so bili pionirji. Ne, ti pionirji so imeli 50 snežnih dni v poletnem času na ledenikih. 50 dni. In to financirani kot smučarske zveze. Daleč od tega, da smučarska zveza danes finančno ni urejena, je zelo dobro urejena in imajo reprezentanti optimalne pogoje. Noben se ne mora pritoževati, da bi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpadel kakšen trening, ali da ne bi imel vrhunske opreme in tako dalje. Nažalost ne gre to čisto navzdolj do pionirjev, ampak se prej že to konča, ker enostavno toliko denarja pa ni. Ne? In takrat, ko imaš ti ekipo že 50 dni na snegu pri otrocih, pa da jih imaš, v glavnem je bilo 15 fantov, 15 punc, pa 20 fantov, pa 15 punc, ki so to skozi te selekcije šli, tisti, ki so se prebili do mladinske reprezentance in recimo na kakšno kolajno osvojili na mladinskem sezonnem prvenstvu, ali pa predtem na tekmah pionirjev, Monte Bondone je tako zvana pionirska olimpijada za pionirje do 14. leta. Tisti, ki posežejo po medaljah, tisti so zastrupljeni. Tisti bodo šli naprej. Ostali, ki pa ne dosežejo te stopničke, pa počasi splahni in rečejo, veš kaj, ne grem se več, punca me ne pusti, ali pa karkoli se zgodi in zato tudi odpadajo in zato je na koncu koncev kakšen posameznik in jaz daleč od tega, da bi recimo zdaj rekel, da več ne bo dobrih tekmovalcev. Še bodo, ker smučarija je v Sloveniji in v naših krajih toliko priljubljena in prisotna, da bodo posamezniki še skozi to celo borbo šli, da bo tudi še kakšen morda osvojil medaljo na svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah, ampak jasno ne jutri, ne pojutrišnjem. Pa najbrž ne v
ne v takem številu, kot so jih nekoč. To pa je nemogoče. Je pa, pa mogoče iz tega vidika še ena zanimiva stvar, ki jo pogosto izpostavljate, je vaše nasprotovanje individualnim ekipam, posameznim ekipam. Pri tem verjetno tudi v teh spremenjenih pogojih ustrajate, ker notranja konkurenca s tistimi najlažje tekmuješ. Ne? Če treniraš sam, se nimaš s kom primerjati. Zdaj, primer bom dal. Jaz tega enostavno ne razumem in ne bom nikoli razumel. Današnja ženska reprezentanca, 4 ali 5 jih je, praktično vsaka ima svojo ekipo, pa svojega trenerja, pa svojega serviserja, pa nekaj že za božjo voljo. A ne bi moral biti to en strokovni tim, ki dela z vsemi temi puncami, pa še poleg tega med temi, ki imajo svoje ekipe, nobena se ne ukvarja z smukom pa za Super G-jem. Slalom, veleslalom. Že stroškovno gledano to, če imaš to, jasno, da tudi Slokarjeva pa ostale tekmovalke, Hrovato pa Bucikova, ne mora imeti enega spremljalca, mora imeti tim. Tim pa je najmanj 3 morajo spremljati njo. Vse nekaj se povezujejo malo. In predvsem pa pomembno tudi to, zdaj, to se je v zadnjem letu malce že spremenilo, ne? Da vse skupaj nekaj trenirajo, pa da imajo odgovorne trenerje posebej. Ne? Pomembno je, da ima vsak dan primerjavo z svojo konkurentko, ta da drugega spodbujajo. Ne? In če jih imaš 10 dobrih, je bolj, kot če imaš 2 dobri. Ne? Ker pri 2 dobrih se zgodi, da sta obe podobne, ne? In bolj pridete pa na tekmo, pa sta 2 sekunde zadaj. Ne? In fajn je, da imaš ti v ekipi kako šampionko, dokler je bila Tina Maze, sicer je bila v individualni ekipi, ampak z njo so imeli neke primerjave in so vedeli, kako davči zaostajajo za njo. Ne? In to pomeni, to počge naprej, da treba dodatno delati, pa še hitreje smučati, pa še boljše se organizirati. Ne? In primerjava za tujino je pa dosti kar težka. Danes, recimo, ko pogledaš, ne, ni težko, ampak ko je bila časa Tine Maze. Tina Maze je imela individualno ekipo, kjerkoli je vprašala Avstrijke, Italijanke, se nam lahko pridružim z velikim veseljem, odprta vrata, pridi, jasno, ko so rabile primerjavo. Ne. Če se pa ena tretja kategorica pojavi, ki je za samostojno ekipo, kdo je bo vzel? Pa ni pogojev za trening, ni prog, ni česar. Ne. Zakaj pa potem po vašem mnenju toliko smučark in smučarjev še vedno ustraja pri tem principu samostojne ekipe? To je nerazumljivo. Ne vem. A je to vpliv okolja, v katerem živijo drugače, starši, klubski funkcionarji, ali je to zaraslo? Delno je tudi posledica razmišljanja nekje v zvezdah je Tina Maze. Če ti ni Maze to uspelo, bo tudi naši punci to uspelo, ali pa našemu fantu. Se tudi na koncu pri fantu. Ja, koga trenira Klemen Bergant? Krajnca? Koga še? A veste, za katerega? Ne veste. Hadalin, ki ne pride v drugi tek, veleslalom, ni slučajno, v slalom bo morda prišel, pa pol. En Marold, Štajerc, kaže nekaj, ampak namesto, da bi jih bilo 10, ki bi se med sabo klali pa primerjali. Ne? Tako. Krajnc in to. Ne? Potem je pa še druga stvar, ki se pa tudi navezuje na to, kar ste rekli, lansko svetovno prvenstvo, pa številčna slovenska ekipa, hkrati pa bolj kot ne le peščica, ki jih je v igri za visoka mesta. Vi pravite, da na velikih tekmah se ne nabira izkušenj, tja se pride tekmovati. In pa je v teh, če združiva zdaj celo to, se pravi, več je treba delati na dnu z bazo in potem, če bo kdo zrel za vrh, ja, če ne pa boljš, da nekoga ne peljemo na tekme svetovnega pokala ali svetovnega prvenstva, če ni konkurenčen. Točno ugotovite, zato pa obstojajo tekme prvega ranga, so svetovni pokali. V svetovnem pokalu nimaš kaj za iskati, če nisi v tekmi drugega ranga, to se pa je evropski pokal med prvih 10. Nimaš tam kaj za iskati. Zdaj pa jasno, če pa jih nimamo v evropskem pokalu nobenega, ne, potem skrpaš neko ekipo, ki gre na svetovni pokal in že stroški so brez veze, ko vnaprej veš, da ne bo prišel v drugi tek, ampak mora imeti zraven spremljevalca, trenerja, pa kombi, pa prevoz, pa sem pa tja, pa stroški so, če ni med prvih 45 na štartni listi tudi stroškov potovanja nima plačanih, se zna zgoditi, da moraš tudi hotel za njega plačati. To
to nikamor ne vodi. Zato je pač, jaz še vedno dosti spremljam. Recimo, letošnje mednarodne tekme, ki so bile, vse je bilo nekaj manj kot običajno. 3. rang, to se pravi FIS tekme. Gledam Italiji en kup tekm, Nemčiji en kup tekm, v Avstriji en kup tekm, povsod so tekme, Franciji kup tekm, pri nas ni bilo še nobene. Ne, ni bilo nobene, bi vedel verjetno. In potem gledam, kje so pa zdaj naši perspektivni tile, ki bi naj pojutrišnjem bili v evropskem pokalu, a pa jutri. Hrvati so. Pa že en mlajši zdaj, vidimo, da imajo zdaj 2 punti, ki sta Slalomov top pisa. En mlajši, ki ga nisem še prej nekjer zamerkal, je zmagal eno FIS tekmo. In pogledam, najbolj enostavno, ko gledam zastavi, kje je slovenska zastava, ni ljub Hrvat, pa spet ni Hrvat. Ni nas. Mislim, da bi zdaj bila razprodaja prostih mest za FIS tekme, ki so blizu, Italija, Avstrija, tudi Nemčija na koncu, Francijo bi preskočili predaleč. In da bi tam pošiljali mlade tekmovati in šele, ko se dokažejo, pa 2. rang, pa 3. rang, oziroma 3., pa 2., pa 1., potem greš na svetovni pokal. Ampak zdaj pa alternativa. Kaj nas zdaj glavni trener reče? Da bomo zaprli kšeft? Ja, pa znameš kjerega zraven, pa misliš, moče bo pa čez kakšno leto nabral toliko izkušenj, ampak jaz se bojim, to je v psihi vsakega športnika. Če poskuša, ravno tako trenira, ogromno tvojega prostega časa vlaga, sredstev, volje, poškodbe so to, in da po gotovih letih ni rezultata. Kaj bo napravil? Nehal, pa stane krajnc. Tako. Plus drugače je, če ti tekmuješ, pa tudi na 3. rangiranem tekmovanju, pa tekmuješ za top 5, pa so igre za stopničke, ker to prenese nek pritisk, ki se ga tudi smučar nauči potem obvladati. Dobiš veselje. Tako, tudi drugače je. Zdaj pozabljava, ko se pogovarjamo. V smuku imamo tudi 2, 3, 4 fanti, ki se gredo smuk, to je Formula 1, na nek način v smučenju, ki so blizu. Hrovat in Čater sta relativno blizu, pa spet dva druga, ki pa računata, mogoče pa bo enkrat nekaj. Ampak jasno, v smuku je konkurenca trenutno taka, ko si gledal zadnje smuk tekme v Val Gardeni, v 1 sekundi je bilo 30 tekmovalcev, 1 sekundi. Tu spridati zraven. Blazna konkurenca, blazna. Kako pa gledate na splošno, na svetovni vrh svetovnega pokala in v ženski in v moški konkurenci s tako izstopajočima tekmovalcema, kot sta Odermatt in Šifrinova? Je to plus ali morda tudi minus za smučanje, glede na to, da je zmagovalec skoraj znan vnaprej? Zanimivo, v mojih časih je imelo kar nekaj tekmovalcev izjemno smolo. Bila je era, ko je Stenmark zmagoval vse, pa Križaj v tistih letih bil tudi v top formi, ko je bil Stenmark. Imamo stenega spredaj. Pol se je pojavil Tomba, govorim za moške. Ja. Spet. Zdaj se pojavi Odermatt. Pred tem je bil Hirscher. Kristofferson je pa številka. Vedno izstopa. Zdaj pa recimo, zanimiva je situacija v veleslalomu pri moških, 4 zdaj izstopajo. Ta 5. Pinturok je svetovna klasa, kaj je on že vse zmagal, že zaostaja 2 sekundi. Ja. In zdaj, kaj si namislijo oni, ki je 15. Po 4 sekunde so zaostajali že v prvi grupi. To je hudič, če si rojen v času, ko imaš super šampiona, in Odermatt še ne bo kar tako popustil. Absolutno ne. Da konc koncev niti Šifrinova se je v najboljših tekmovalnih letih. Ampak je pa te malo presenečenje, jaz sem pričakoval, da bo v slalomu brez konkurence, pa je Vlhova je že nažgala, pa tudi drugače, zmagala je pa smuk, ker tudi noben ne računa. Tako. Kada je nihče ne. Pa mislite, da bo se še nekaj časa nadaljevala ta zgodba Šifrinove, verjetno mislite, kje so sploh njene meje, in najbrž si to zdaj zelo težko zamisliti. Zanimivo je, da ona nima recimo brutalne tehnike. In tudi temu primerno je bila zdaj precej zaščitena, kar se poškodb tiče. Ona je tehnično izjemno močna, zelo lepo smuča, njeni zavoji so lepo izpeljani, brez odrsavanja.
In to je tudi dost sigurna tehnika, manj je izpada. Imaš gotove punce, ki pa napadajo 100 na uro, ne, ampak tam pa prihajajo tudi napake. In tudi, če ti preveč napadaš, je tudi vmes več napak in ena sama napaka pa je Šifrinova že spredaj za lepo, elegantno vožnjo in če spremljaš rezultate, ona v zadnjih 15 vratih vseeno odpravi. Tako, drži. Neverjetno. Ne? In podobno odrmet. Sicer on je včasih tako dominanten, kot ste rekli, da ima tudi 2 sekunde naskoka, ampak če pa že slučajno mu ki ne gre, pa na koncu vedno pridobiva. Ja, točno. In tudi v tem sta mi podobna, da izgledata že na oko tako elegantno, kot ste rekli, ne na moč, ampak prefinjeno. Veselje jih je gledati konec koncev. Ni jih dosti, nekaj, ampak generalno pa je ta špica svetovna zdaj postala zelo gosta. Ne? Če ta najboljšega enega pa 2 daš proč v zadnje, so pa zelo naknap. Odvisno tudi priprave prog, zdaj v Alta Badiji so bile proge fenomenalno pripravljene za nas. Smučarje bi rabo tam samo drsalke z normalnimi smučkami. Ne bi šlo nikar. Je pa tudi Žan rekel konec koncev, da je tudi njemu to neka motivacija, seveda je motivacija, da si še boljši, še več treniraš, da bi morda pa enkrat tudi odrmat padel. To pa tudi zanj neka spodbuda. Oziroma... Ni hudič, da ne bo enkrat ene napake naredil, no se ni wunderkind. Drži. Pač mogoče, če zdaj za konec še 2 stvari, bi vas vprašal v vsej vaši bogati smučarski zgodovini, na katera obdobja vas vežejo najlepše spomini? Kaj je tisto, kar še danes, ko govorite o smučariji, na kaj najraje pomislite? Dosti krat sem razmišljal o tem. Ne? Napravo bi krivico samemu sebi, ker sem bil tolikokrat vesel, pa tudi tolikokrat žalosten. Za žalost imam eno tekmo, ki jo nikoli ne bom pozabil, na koncu povedal. Glede ostalih lepih dogodkov, je pa vsak bi po svoje fantastičen. Ne? Kaj sem, jasno, prvo Križaj, pa njegovi začetki, pa Olimpijada v Sarajevu, Jure Franko, pa svetovno prvenstvo Šladnik, leti pred tem 82. Strel in Križaj. In Rok Petrovič, pa Mateja Svet, pa vse te punce, cela generacija. Toliko lepih, da bi težko bilo kateri dogodek vzel, ta je bil pa najboljši. Najbolj žalostni pa bil svetovno prvenstvo v Vejlu, ko je Špeler Pretnar 20 metrov pred ciljem z velikim skokom v drugem teku in tudi najboljša v prvem teku zajahala kol in je šlo svetovno prvenstvo po zlone. Takrat pa nisem bil že v tebi, jokal, no vse, jaz se rad jočem, pa takrat sem fejt jokal. Verjamem, se sploh verjetno potok odrekanja, pa si tako blizu, ne pa potem. Tak. Za konec pa še eno vprašanje, tukaj imamo vašo knjigo. Kaj vam je pa pomenila ta knjiga, zapisati svoje spomine na vse te dogodke, pa verjetno tudi kot neka retrospektiva življenja konec koncev, ne, in vsega doseženega? Zgodba je naslednja. Evo, midva sem zdaj, dejstvo je, da sem kopčen, ne, da sem ogromno stvari govoril, ne. Tak jaz v družbi tudi še zdaj, pa tudi včeraj, pa predvčerajšnjem, pa ne nazaj. Ko me eden potegne za jezik, nakladam, pa govorim, pa me je težko ustavi. In večkrat se je zgodilo, pa Tona je bemti, ti bi moral knjigo napisati, daj to napiši te zgodbe, ne? Pa kje se me ne ljubi, pa kdo bo to delal, pa sem pa tja, popir pa korona. Tako. In poleg korona bila kar nekaj ogromno cajta, malo smo goljufali, da smo golf igrali, kljub temu, da sem šel čez 4 občine, pa ne bi smel, ne? Da smo šli na Ptuj golf igrati, ampak to je tudi tako bilo. Ne? In potem je pa šine v glavo en razgovor, ki sem ga imel z Markom Radmilovičem na eni proglasitvi osebnosti Maribora, na eni prireditvi. In sem tudi nakladal, smo govorili, pa je tudi on rekel, pa daj ti bi moral knjigo napisati. Ne? In sem rekel, da ni šanse. Ne? In ko je bila korona, pa se jaz na njega spomnim, pa ga pokličem, Marko, si še za to? Jutri se dobiva v enem kafiču v Mariboru, pa smo štartali. Ne? Tako da je to bilo, korona je vplivala na to, ker je bilo ogromno časa in namen pa je bil del teh dogodkov doživeti, opisati tiste pač, ki sem se jih spomnil, je zelo težko, ker je dosti zgodovinskih zadev, ampak k sreči moj spomin je, tu se tudi Marko se je kar čudil, koliko
detajlov sem se spomnil, pa imen še iz tistih zgodnjih časov. Ne? In smo začeli material zbirati, jaz sem diktiral kasetofon, on je pa to napisal, pa smo korekture naredila, pa pregledala. Še enkrat to bi moral imeti prostora, dokaj imamo materiala. Torej bo druga izdaja še sledi. Ne bo. No, približno 200 strani je napisanih, ki ni šlo noter, ker z strani beletrine, ki je bila založnik tega, mi je prvo bilo rečeno 300 strani. Sem rekel, ni mogoče to. Ne gre v 300 strani. Ne gre noter, ne. No in pol so rekli najbolj 400 in na koncu je 472. S tem, da je paket 200 natipkanih še ostal zunaj, ne. In kup, tako se pogovarjam, kup zadev se še zdaj spomni, škoda, nisem to tudi napisal, ne. Bolj tako zanimive zgodbe pa neumnosti, ampak vse ne gre not, no. Morda bo pa tudi za to še kdaj čas. Ne bo. Ne bo. Kakšni so pa zdaj, ko ste, kot ste sami rekli, penzioner, vaši dnevi, kako jih preživljate? Poleti, če je le možno, grem na golf, čeprav sem bolj švoh golfist, ampak uživam pa, da hodim 10 km po travi, se ukvarjam z majhno žogco in skušam spraviti čim dalje, pa čim prej v luknjico. Rad sem v bližini vode, to mi je nekako bilo usvojeno, ker sem rojen februarja v znamenju ribe. Tada voda v vseh agregatnih stanjih mi je bila vedno všeč, ali zmrznjena, ali snežena, ali morska, ali druga. Rad sem na morju in izjemno fajn se počutim, da imamo družbo znancev in prijateljev. Zanimivo je, v mojem letniku en manjši krog prijateljev, ko vsi tudi igramo golf, ampak za mene je to malce premalo zahtevno, premalo krat. Ti moji prijatelji pa imajo dovolj toliko. K sreči pa moja soproga Alenka toliko mlajša od mene, da se je okoli drugi krog napravil. In ona je boljša od mene v golfu, ne, ampak imamo tam zraven še kupenih prijateljev in nas je tam zdaj v tej drugi skupini, nas je, tudi zdaj gremo v Savudiju čez novo leto, nas je 15, 16, vsi igramo golf in bomo tudi zdaj v Savudiju igrali golf. In to druženje mi napolni dan, tako da je to super. Jaz spremljam vse športe, karkoli je možno. Smučate še? Smučam še, zdaj sem imel lažje poškodbo na nogi, na operacijo, ene šive so mi napravili, ko sem imel neki zrastek na gležno delo. Če tega ne bi bilo, bi bil v Altabadiji, ker me še vedno vabijo. V Šladri bom šel na svetovni pokal, me tudi vabijo. Smučarska zveza me je povabila na Lisico. Če bi bili Mariborčani organizatorji, vprašanje, če bi me povabili, Smučarska zveza me je. Jasno, stando sem na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori, pa smučam tudi še občasno kaj drugje in uživam pokojninski čas. Tone Vogrinec, najlepša vam hvala in pa se vidimo, če ne prej na Zlati lisici. Hvala za povabilo in veseli prazniki. Hvala lepa in enako.